Lepo pozdravljeni. Do leta 1961 je bilo na revolucionarnih sodiščih v Sloveniji kazensko obsojenih 339 duhovnikov in redovnikov. Do leta 1976 je število obsodb naraslo še za nadaljnjih 137. Do sedaj je Vrhovno sodišče Slovenije na pobudo delovne skupine, ki jo sestavljajo dr. Janez Juhant, profesorica dr. Tamara Griser Pečar in dr. Nik Trontelj, razveljavilo sodbe za 43 oseb. Več o teh zloveščih podatkih razkriva nova zgodovinska knjiga Težka pot do pravice. Z nami v studiu pa so, da govorimo o teh podatkih in komentiramo malce razmere, doktorica Tamara Griser Pečar, zgodovinarka. Dober dan. Dr. Nik Trontelj, docent na Katoliškem inštitutu in seveda tudi asistent na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani na katedri za osnovno bogoslovje in dialog. Z nami prek računalniške povezave pa je dr. Janez Juhant, zaslužni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Lep pozdrav vsem trem. Začnimo z vami, doktorica Tamara Griser Pečar, zgodovinarka. Vi ste pred leti že napisali eno tovrstno podobno knjigo, to je Cerkev na zatožni klopi. To je bilo leta 2005. Kaj ste takrat obelodanili in kaj se je takrat zgodilo? Pravzaprav sem takrat to študijo napisala, ker sem delala za generalnega tožilca za obnovo Rožmanovega procesa in sem pravzaprav videla šele obsežnost te problematike. In zato sem potem začela raziskovati takrat še na sodiščih, ker ti procesi še niso bili oddani v arhivih. In sem se pravzaprav šele zavedala, kako zelo je bila Cerkev preganjena na vseh mogočih področjih, seveda tudi na sodiščih. Torej, skupno število je kazensko obsojenih je 339 duhovnikov in redovnikov. To je bilo do leta 1961. Ja. Seveda se je potem nadaljevalo. Stopnjevale so se administrativne kazni, ne več, ki so bile tudi delno zaporne za krajši čas, za mesec ali dva, ampak sodnih postopkov je bilo manj, ampak so seveda še bili do konca. Ne? In rezultat tiste prve knjige je bil kaj? Rezultat tega je bil, da je v Mariboru se zelo zavzemal za rehabilitacijo teh duhovnikov, takratni odvetnik Adam. On je največ tega, potem tudi uspelo mu je razveljaviti 20 sodb. Nekoliko manj v Ljubljani, v Kopru pa pravzaprav nič. Čeprav je profesor Šturm, ko je bil minister za pravosodje, odprl možnost, da so lahko škofije začele vlagati za svoje ljudi te prošnje za varstvo zakonitosti do konec leta 2012, ampak tega so se žal premalo posluževali. Ker član vaše skupine je bil tudi dr. Janez Jerovšek, ne? Ja, torej to je bila pravzaprav ideja gospoda Jerovška. On je prebral mojo knjigo in je rekel, da je tukaj treba nekaj narediti. In pa smo na podlagi tega, profesor Juhant je potem tudi začel zbirati podpise duhovnikov, redovnikov in drugih, ki so pač podpirali to. In do zdaj smo ugotovili, da je 411 podpisov, ta peticija še vedno odprta. In potem smo začeli vlagati prošnje, najprej za 3 duhovnike. Takrat je to našo prošnjo še pregledal profesor Šturm in je rekel, da je v redu.
in smo začeli vlagati na generalnega javnega tožilca, ki je potem to tudi resnično pošiljal naprej. In do zdaj je razveljavljenih bilo 43 sodb. Ja. In delamo še naprej. In potem smo rekli, da bo treba tukaj objaviti eno knjigo. Še novo. In to je zdaj ta nova, ki prihaja. To je pa Težka pot do pravice. Točno to. Ki ste jo tudi vi napisali. Možnost je bila, da tisti, ki so še živeli, so za sebe lahko vložili zahtevo za varstvo zakonitosti. Ne toliko, da obnovo procesa, zato ker to so pa na vsak način hoteli preprečiti, zato ker obnova bi šla preveč v vsebino in bi se preveč videlo, kako krivične so te sodbe bile. Ja. No, zdaj omenili ste peticijo, naj na tem mestu seveda ponovim, torej še vedno je mogoče podpisati peticijo za varstvo zakonitosti in to, kar bomo zdaj objavili spodaj, to je povezava do te peticije, da mogoče ljudje kliknejo, pridejo na to stran in seveda še vedno lahko poleg teh 400 in nekaj podpišejo to peticijo, ne? Ja, no, zdaj pa, dr. Janez Juhant, povejte nam, kaj točno je v teh obsodbah, kakšen je bil ta model, kaj vse so bili, česa vse so bili krivi duhovniki, redovnice, kaj so jim učitali? Bistveno vprašanje pri teh duhovnikih je bilo, kako nekako oblasti namreč, kako duhovnike utišati, onemogočiti, preprečiti, da bi kakorkoli s svojim delovanjem širili vero in predvsem tudi delali med mladino. Pač pa je bil namen tega zasledovanja duhovnikov onemogočiti celotno delovanje cerkve, ki je bila, kot je zapisano, sovražnik številka 1 v takratnemu režimu. Zanimivo je recimo, da so bili duhovniki obsojeni za najrazličnejše stvari, recimo bodisi, da so kakšno premoženje, da so sodelovali že med vojno proti osvobodilni fronti, da so pomagali različnim ljudem, ki so po vojni bežali v inozemstvo. Potem so bile obsodbe tudi za različne moralne delikte, ki so si jih včasih celo udbovci izmislili, ali pa so skušali kakorkoli duhovnike pritiskati, da bi klonili. In glavni namen tega je bil pokoriti cerkev in seveda predvsem so na to pritiskali na to tudi na škofa Antona Vovka, ki so mu rekli, da če bodo duhovniki oziroma če bodo vsi šli v CMD, to se pravi, bi rekli, neke vrste narodno cerkev, ki bo pokorna takratni komunistični oblasti, potem bodo ti procesi prenehali, če pa ne, bomo pa pritiskali na duhovnike in seveda so tudi zelo kruto zasliševali škofa Antona Vovka. Predvsem sta se tu odlikovala dva zasliševalca, Mitja Ribičič in pa Zdenko Roter, pri čemer je bilo znano, da je bil Mitja Ribičič še bolj krut do njega, kakor pa Zdenko Roter. Vse je bilo namenjeno temu, da bi cerkev bila pod stalnim, direktnim nadzorom oblasti. Druga stvar, ki je bilo seveda premoženje cerkve. Tu gre predvsem za redovnike in redovnice, kjer je šlo za to, da z obsodbo vodilnega predstojnika vzamejo samostansko premoženje, da potem, pa tudi seveda pri drugih obsodbah je šlo velikokrat za to, da se oblast polasti cerkvenega premoženja
In seveda tretji razlog pa je bil, da bi se preprečila kakršnakoli verska dejavnost, posebej med mladino, in tisti duhovniki, ki so bili zelo aktivni pri delu z mladino, so bili seveda vedno tarče tega napada. Recimo, zanimivo je, da so številni duhovniki, najbolj očiten tak primer je Joško Kragelj, primorski duhovnik, ki je bil v povojnih procesih obsojen na smrt, potem pa še na daljšo zaporno kazen. Ta je seveda tudi sam vložil takrat, ko je bilo prej govora o teh vprašanjih za poničenje sodbe, pa dejansko zaradi ne vem kakšnih razlogov tudi delovanja morda odvetnika, pa tudi sodišč takratnih, tega ni uspel in je bil zelo žalosten. Mi pa smo v tem procesu uspeli k temu. Gospod, ki je s nami sodeloval v tem, je tudi omenil, da so recimo duhovniki, da škofje niso veliko naredili pri teh procesih. Moram reči, da se je v tem primeru, ko smo mi s to peticijo prišli v javnost in se tudi obrnili nadškofu Loretu, se je on zavzel za to, je tudi gospoda Trontla nekako v okviru cerkve in škofije finančno podprl, da lahko pravite raziskave, ker je treba za vsako sodbo narediti natančne podatke, vse te stvari, o katerih govorimo, tudi zapisati in potem tudi dokazati, da ali zapisati v prošnjo, da so bile te sodbe protipravne, protizakonite in seveda tudi nečloveške. Vse to smo lahko naredili zato, ker je nadškof Zore to zelo podprl, medtem ko se prej pravzaprav zaradi različnih razlogov to še ni zgodilo. No in seveda ta sodelavec, vaš sodelavec, dr. Nik Trontelj, docent na Katoliškem inštitutu, je seveda zdaj z nami. Vi ste koordinator revizije montiranih kazenskih obsodb duhovnikov in redovnikov ter redovnic Katoliške cerkve v Sloveniji od leta 2020 to opravljate. Povejte nam, kako poteka vaše delo in na kaj vse ste naleteli? Ja, res je, kot je tudi dr. Juhant omenil, da je tukaj zlasti zahvala potrebna ljubljanskemu nadškofu, gospodu Zoretu, ki je tudi omogočil nekako moje delovanje in v okviru svoje zaposlitve na Katoliškem inštitutu oziroma na Fakulteti za pravo in ekonomijo opravljam to delo. Kot že tudi omenjeno, seveda tukaj je potrebno za vsak primer, ki ga obravnavamo in za katerega pošljemo zahtevek za varstvo zakonitosti javnemu tožilcu, natančno obdelati, to pomeni na podlagi virov, zato je moje delo in še vedno tako poteka, bistveno sestalo iz obiskovanja arhivov. To pomeni državnih arhivov, regionalnih arhivov Republike Slovenije, in pa tudi cerkvenih arhivov, škofijskih v Ljubljani, Mariboru, Kopru, pa seveda tudi v arhivih redovnih ustanov, ukolikor so posamezne kongregacije, družbe, redovi bile pripravljene sodelovati. In ko gledamo te, bi rekel, posamezne primere obsojenih duhovnikov, redovnic, in gremo v arhiv, vidimo, da nasplošno lahko rečemo, to gradivo o sodnem procesu, se pravi sodni spis, v večini niso najbolje ohranjeni, včasih sploh ni možno najti nič. Znano je tudi, da so morda v teku desetletij, verjetno še v prejšnjem režimu, posamezne spise tudi uničili, izločili, danes pravijo, da so izgubljeni, ali pa recimo tudi znani so primeri že iz tistega časa, da so na samih sodiščih, recimo v Murski Soboti je tak primer, tudi škartirali oziroma uničili kakšen sodni spis, tudi duhovnika. V glavnem, ko prideš v arhiv, je najprej potrebno dobiti sodni spis, ki pa
pogostokrat, če sploh je ohranjen, vsebuje zgolj sodbo, ki seveda do neke mere sicer že odpre tudi lahko pravno zgodovinsko razpravo in pokaže neke pomanjkljivosti, napake. Seveda pa je mnogo bolje, če je ohranjenega še kaj več, in sicer recimo zapisniki zaslišanj, potem kako je prestajal priporno kazen ta obdolženec, pa potem tudi recimo zelo pomembno je, če je napisal pritožbo po izreku prvostopenjskega sodišča, tam že marsikaj tudi tako z prve roke pove. So napisali te pritožbe? Koliko je teh pritožb? Ja, praviloma so ti obsojeni duhovniki zares tudi napisali pritožbo, ne vedno, ampak v večini primerov da, seveda svojim odvetnikom, če so ga imeli, namreč to je spet nova težava, zelo pogosto, morda celo v večini primerov na sodnem procesu sploh niso imeli zagovornika. Po uradni dolžnosti naj bi ga jim sicer postavilo sodišče, včasih ga tudi je, ampak potem znova nastane vprašanje, koliko so bili ti branilci kredibilni, koliko so bili nepristranski, namreč tudi to so bili nenazadnje, če tako rečem, režimski ljudje. In je tukaj mnogo tudi postopkovnih problemov, sploh glede pravice do obrambe ali pa glede dokaznega postopka, namreč dokazi dejansko ali jih sploh ni, ali so nekako na podlagi neke izjave ene, dveh prič, ki so vedno obremenilne. Tukaj tudi nima obtoženec ponavadi niti možnosti, da bi zanj pričala neka priča, ki morda pove nekaj v njegov prid, se pravi, tako kot danes pravi naša ustava, mislim, da v 29. členu, se pravi, da mora imeti vsak pravico do primerne obrambe, do primernega časa, tudi za pripravo obrambe tega tukaj ni. Obtožnica včasih pride nekaj dni pred glavno obravnavo in niti ni poslana ali pa je poslana zadnji hip branilcu, če ta sploh je postavljen. V glavnem, tukaj je cela kolobocija raznih nepravilnosti. Dobro, doktorica Griser Pečar, kljub vsemu temu pa je sodišče razveljavilo sodbe za 43 oseb, to se pravi, doseženih je 36 oprostilnih sodb za 41 oseb, če vam pravi podatek. Ja. To se pravi, na podlagi česa so bile potem te sodbe razveljavljene? Kaj je prevagalo? Kaj je bil ta argument? Seveda postopek pravzaprav je bil. Postopkovno. Vse sodbe so bile razveljavljene, ki so bile razveljavljene, so bile sodbe do leta 1951. Takrat je bil nov kazenski zakonik in za prošnje, ki smo jih poslali za redovnike in duhovnike po tem letu, tudi državni tožilec ni bil pripravljen jih poslati naprej. Čeprav so že bile sodbe, ki so jih duhovniki sami vložili, razveljavljene. To je zelo pomembno. Poleg tega tudi niso bili, ni bil priprav še ne, kakor je pravzaprav napisal za enega duhovnika, ki je bil obsojen na kočevskem procesu oktobra leta 1943. Ja, kaj je bilo s tem? Kaj je bilo z njim, ki je bil 43? Ja, seveda takrat še komunistične Jugoslavije ni bilo. Ja. Lahko šele o tem govorimo po Tito Šubašičevem sporazumu junija 1944. Torej je veljala še zakonodaja Kraljevine Jugoslavije. Ja. Kljub temu je Vrhovno sodišče, tudi pa Okrožno sodišče sta potrdila, da je bilo sodišče na Kočevskem takrat legitimno, kar je absolutno protipravno. Profesor Blumenic je napisal, s katerim sem tudi sodelovala, je napisal prvo mnenje o dogajanju mednarodni pravnik
o vojnem in povojnem času do 46. leta in je zelo jasno pravno dokazal, da je do leta 44 enostavno kraljevina obstajala in da je bilo to sodišče nelegalno. Nelegalno. Ampak to na naših sodiščih očitno še ne velja. Imamo velike težave, če smem to reči, z pravno državo. Dobro, gospod Juhant, nekje sem prebrala, ko sem se pripravljala za ta pogovor, v enem izmed člankov, mislim, da je to citat Matejevega evangelija, in takole pravi: udaril bom pastirja in razkropile se bodo ovce črede. Povejte nam, v kolikšni meri so se ovce črede, zdaj če tako rečem, katoličani v Sloveniji razkropili zaradi teh pritiskov in obsodb duhovnikov? Ja, to je bil samo en del tega terorja, ki pa ima širše ozadje. Namreč šlo je za to, da se ustrahuje celotno družbo, kar se je začelo že z revolucijo. In ko danes govorimo o teh medvojnih dogodkih, je treba vendarle izpostaviti, da je partija imela jasen in tudi dolgoročen načrt, da prevzame oblast v Sloveniji in seveda tudi celotni Jugoslaviji, kar pa je bilo mogoče samo tako, da se vse utiša. In v tem kontekstu je treba gledati tudi Kočevski proces, ki je bil tudi proces v instrumentu utišanja vseh drugače mislečih, končanja demokracije. In to se je seveda tudi nadaljevalo po vojni. Cerkev pa je bila seveda ustanova, ki je vendarle imela družbeno, sociološko gledano vendar svojo organizacijo in zato je bila tudi najbolj nevaren nasprotnik takratnega režima. Ustrahovanje je seveda dolgoročno delovalo, tudi še danes deluje. In zaradi tega se seveda tudi ukvarjamo s težavo tega rehabilitacije teh procesov. V pogovoru z državnim tožilcem sem takrat izpostavil, da bi to morala narediti pravzaprav država. Vse to naše delovanje, tudi natančno preiskovanje, zahtevno in težko gospoda Trontlja, pa seveda tudi številnih drugih, bodisi duhovnikov ali pa tudi drugih žrtev, bodisi v procesih, pa tudi v drugih zadevah, tudi pomorjenih, recimo iskanje Mrliškega lista in vse te stvari. To bi morala dejansko narediti država s tem, da bi deklarativno razglasila bivši režim kot zločinski. Torej so vsi akti, s katerim so bili ljudje prizadeti, nični in zato je potem država dolžna vse te stvari urediti. Urediti Mrliške liste, omogočiti rehabilitacijo žrtev in seveda v ta kontekst spada tudi rehabilitacija vseh teh duhovnikov, ki so bili prizadeti. Tako pa se v naši družbi še vedno to nekako vzdržuje. In bistveni problem je seveda, da tudi v različnih drugih presojah tega obdobja še vedno nimamo jasne besede o revoluciji, to se pravi o nasilnem prevzemu oblasti, ki je izločil vse ostale demokratične sile, demokratične ljudi in skupine, ki so bile nasprotne takemu nasilnemu prevzemu družbe v Sloveniji, Jugoslaviji in seveda tudi v podobnih drugih deželah. Cerkev pa je bila za režim vedno znova kamen spotike, zaradi tega, in to so tudi v teh procesih velikokrat lahko preberemo, ker je nekako bila, kakor so očitali, kolaborira z Rimom, ima mednarodno vohunsko mrežo in tako dalje. Vse podobne take floskule so se iznašle zato, da so se očrnili ljudje, ki so bili pa predvsem duhovniki, to se pravi, so delali za ljudstvo,
Potem je bilo tudi ustanovitev CMD, civilno-metodijskega društva, tudi tak instrument, s katerim, ki se pa seveda žal, hvala Bogu, ni posrečil v taki meri, kot so komunisti želeli, da bi slovensko cerkev popolnoma odtrgali od Rima in jo podredili svojemu delovanju, tako da bi potem cerkev delovala samo v smislu tega, kar je partija. Bistveno vprašanje ni bilo, ali cerkev širi duhovno življenje, vzgaja in tako dalje, ampak ali je cerkev pokorna režimu in kolikor je pokorna režimu, potem lahko toleriramo njeno delovanje, sicer pa je treba cerkev v celoti onemogočiti. In povejte mi še, no izvolite, gospa Griser Pečar. Ja, jaz bi še dodala, da je bila cerkev edina organizacija, ki je komunistična partija ni obvladovala, ne? Ker je bila internacionalno organizirana in to je bilo, pa so seveda skušali ustanoviti eno narodno cerkev in to ni uspelo, celo tisti tako imenovani napredni duhovniki, torej tisti, ki so sodelovali z okupatorji, sem hotela reči, s komunisti, ki so tudi okupirali Slovenijo, seveda. Tudi tisti niso podpirali te ideje narodne cerkve. In cerkev je bila internacionalno organizirana, torej iz Rima, na vsak način so hoteli preprečiti vpliv tujine, Zahoda. Svetega sedeža, ne? In zato je šlo, zato so pa tudi ustanovili, in sicer v Sloveniji je bila to prva duhovniška organizacija Ciril-Metodovo društvo, in v katero so potem se včlanili ti napredni duhovniki in nekateri so pa tudi postali člani, ki so bili v zaporih in so mi obljubili, če bodo se postali člani, potem jih bodo spustili, kar se je dejansko tudi zgodilo. Ne? Dobro, gospod Juhant, tole sem še mislila vprašati. Torej, ali se vse to, glede na to, da Slovenija ni obsodila komunizma, ali se vse to še danes kaže v cerkvi in med katoličani? Seveda so ti problemi še vedno živi. In ključno vprašanje je, da tako med slovenskimi demokrati ali pa, če hočete, v širšem smislu državljani, potem seveda še posebej tudi celo med demokratično čutečimi ljudmi, ni nekako soglasja o tem, da pravzaprav cerkev je bila vedno v načelnem smislu, seveda konkretno so bili tudi kakšni odkloni, ampak v načelnem smislu je bila cerkev vedno tista, ki je delala za narod, ki se je trudila za ljudi, ki je ohranjala narodno identiteto, vzdrževala tudi vrednote zahodnega demokratičnega sveta, ker pa to ni še sporočilo, ki bi prevzelo ali pa prevzelo slovensko družbo, se to vprašanje vedno znova postavlja. To se pravi, moje stališče je, da demokratično delujoča država omogoča potem seveda tudi rehabilitacijo vseh teh zadev in tudi avtomatsko, če hočete, izpelje, da bodo ljudje, ki so bili žrtve tega terorja, tega zatiranja, tega preganjanja in tudi sodnega in vsega drugega preganjanja, da se te ljudi rehabilitira in se vzpostavi nov sistem. To je seveda zelo zahteven proces. Težava je seveda tudi v tem, da je lustracija vedno povezana z nekim očiščenjem, ki pa mora biti predvsem očiščenje naše zavesti, osebne, pa tudi narodne, družbene zavesti, in vemo, da imamo v tem v Sloveniji problem, še posebej, ker je ključno vprašanje, kar lahko rečemo, da je bilo tudi vprašanje partije, ni šlo za to, da se nekako uvaja komunizem ruskega stila, čeprav je to tako dejansko prišlo, ampak šlo je za to, da komunisti vladajo in za vladanje so dovoljena vsa sredstva
in če seveda enkrat mi zavladamo, potem morajo biti vsi drugačni načini izključeni in to pa seveda pomeni še posebej cerkev, ki zagovarja demokracijo, ki zagovarja tudi narodne vrednote, krščanske vrednote, duhovno življenje, da je to treba seveda preganjati, zatirati in onemogočiti. Izvolite. Ja, jaz bi še dodala, da je profesor Šturm se zelo trudil, da bi sprejeli en zakon, s katerim bi te montirane procese razveljavili. Ampak zato seveda ni bilo večine v parlamentu. To je naš problem, ker pomladna stran nikoli ni bila tako močna, da bi lahko speljala lustracijo in da bi lahko te zakone tudi sprejela. Ne? In tukaj smo, kjer smo. Ja. Dobro, doktor Trontelj, zdaj ta težka pot do pravice bo vendarle osvetlila nekatera konkretna imena teh, ki so prišli konec koncev do svoje pravice, čeprav po smrti. Nam lahko kaj več poveste, kdo so ti ljudje? Ja, kot že omenjeno, vse naše razveljavljene sodbe, ki smo jih dosegli, so iz obdobja do leta 1951, se pravi za prvih 6 let po vojni. Tukaj so pač tudi pravni razlogi za to, kot omenjeno. Namreč tožilec je pač nekako tako obrazložil, da se razume, da tudi današnja stroka priznava problematičnost tistih prvih kazenskih zakonov po vojnih, med njimi zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo. In po tem zakonu je bilo tudi obsojenih največ predstavnikov cerkve. Potem leta 1951 pa pride nov kazenski zakonik, za katerega pa pač vsaj del stroke meni, da je nekako že na ravni tistih civiliziranih družb, čeprav je bilo dejansko tudi po tem letu obsojenih, kot smo že slišali številko, še ogromno duhovnikov. Tako da v tistih prvih 6 letih smo seveda se zavzeli za tiste primere, za katere smo imeli dejansko najprej utemeljeno prepričanje, da je bil proces montiran, krivičen, potem pa seveda, kar je zelo pomembno, dostopnost gradiva, arhivskega gradiva. Namreč, če nimaš ničesar, potem dejansko ne moremo napisati neke utemeljene zgodovinsko-pravne analize posameznega primera. Zato nas je tukaj dejansko pač vodil tudi ta praktični razlog. Sicer pa smo pokrili tako duhovnike, redovnike, tudi kar nekaj redovnic, zlasti usmiljenk, ki so tudi zelo lepo tudi sodelovali in podprle naše delo. Morda, če nekaj imen tako omenim, da sem konkreten, recimo, tudi se tukaj lepo vidi, kako je tudi potekal sam postopek oziroma kakšne so bile obtožbe. Recimo, pogosto so bili duhovniki obtoženi propagande in seveda potem obsojeni. To pomeni propaganda s pozivom na nasilno rušenje oblasti. Ko gre potem človek gledati obrazložitev sodbe, nikakor ne dobi nekih zadovoljivih dokazov za tako hude obtožbe. Če pogledamo primer Janeza Vajderja, to je bil tudi po vojni nekaj let, dokler ga niso aretirali, profesor na teološki fakulteti, duhovnik, umetnostni zgodovinar. On je bil v času storitve kaznivega dejanja spiritual pri ljubljanskih uršulinkah in tam je imel v pisarni neko komunistično zastavo, ki je pač bila, bi rekel, nameščena na njegovo okno, in ker mu je zastirala svetlobo, pa karkoli je bil že razlog, je pač prosil tudi eno od sester, naj umakne to zastavo, da mu ne bo zastirala svetlobe. Poimenoval naj bi to zastavo menda Rdeči predpasnik. In potem je to v sodbi pač, bi rekli, že dokaz, ne, da je izvajal propagando, ker je pač, kot bi oni rekli, nekako umaknil državni simbol, oziroma to je pač en tak primer. Ne. Potem recimo tudi, ko govorimo o protidržavnem delovanju, kar je skupni imenovalec vseh teh sodb, pa pogledamo recimo primer frančiškana
patra Metoda Valjavca, ki je bil v Šiški v Ljubljani, takrat kaplan in je pri verskih obredih v cerkvi molil za tedanjega ordinarja, ljubljanskega škofa Rožmana, in so ga pripeljali pred sodišče, rekli, da izziva narodno sovraštvo s tem, ko moli za škofa, čeprav je to dejansko tudi del verskih obrazcev, in so rekli, tako pravijo, sme se moliti samo za tistega škofa, ki ga priznavata tako cerkvena kot državna oblast. Čeprav je bilo že v jugoslovanski ustavi iz leta 1946 v 25. členu zapisano, da sta cerkev oziroma verske skupnosti in država ločeni. Tukaj pa gre za izrazit poseg tudi na ureditev notranje cerkvenega življenja, ali pa tudi v drugih primerih, ki jih morda niti ne bom našteval, ampak nekaj takih primerov, kjer dejansko tudi preganjalci, država, nekomu kot otežilno okoliščino, oteževalno okoliščino nekako izpostavi to, da naj bi prelomil celibat, se pravi, se je družil z ženskami. Pa vendar vemo, da celibat je izrazita zadeva cerkvenega prava in nekako ne gre za kakšen civilni prekršek. In teh duhovnikov je tudi nekaj bilo. Tako da vidimo pač, da gre res za različne pritiske na cerkev, vse to pa je tudi dejansko nekako popisano v tej naši knjigi, ki prihaja. In kaj so očitali redovnicam, sestram usmiljankam? No, recimo primer sester usmiljenk v Lichtenturnu, to je bil zavod v Ljubljani, ali pa tudi sestram Magdalenkam, ki so bili v Studenicah blizu Slovenske Bistrice pri Poljčanah. Se pravi, to sta dva tipična primera tudi, ko gre za nacionalizacijo njihovega premoženja, samostana, pripadajočih posesti, ko se dejansko uprizori sodni proces in seveda se nekako umetno nekoga obtoži. To pomeni v tem primeru predstojnico Magdalenk, recimo, pa tudi 3 sestre v primeru usmiljenk. Recimo, kot je bilo tudi danes omenjeno, da usmiljenke so imele tudi dekliško šolo in da nekako tam izvajajo neko propagando proti partizanstvu oziroma NOB-ju, čeprav je to seveda spet zelo pavšalna trditev, potem to tudi v samem primeru nekako pojasnimo. Ali pa v primeru Magdalenk, ko naj bi priorica, predstojnica določenim ljudem govorila, da tako v skrbi, da se menda obeta nacionalizacija njihovega samostana, do česar je potem seveda čez nekaj tednov dejansko prišlo, njej pa so učitali, češ, da izvaja neko negativno propagando proti državi. Potem se pač pripelje priorico ali pa drugo sestro v predsodišče, se jo obsodi na podlagi takšnih obtožb, za nekaj let ponavadi je v zaporu, ampak vse to je nekako izgovor, alibi, da lahko potem na podlagi tega sodnega procesa tudi kot izrek kazni vzamejo vse nepremičnine, kar pa je ponovno pravno popolnoma nemogoče, namreč na zatožni klopi sedi fizična oseba, niti ne v vlogi predstavnice pravne osebe samostana ali redovne družbe, pa vendar je potem dejansko kazen izrečena, kot da bi sodili pravni osebi in seveda prizadene tudi vse ostale redovnice, ki so živele v samostanu in so ostale brez strehe nad glavo, pa niso imele nič z, bi rekel, sodnim procesom. Ali so vse cerkvene organizacije sodelovale z vami? So bile kakšne, ki so bile zadržane do tega sodelovanja? Torej, gotovo nasplošno lahko rečem, seveda smo doživeli podporo na škofijski ravni. Ljubljanska nadškofija, Slovenska škofovska konferenca so nam omogočili finančno, moralno, organizacijsko podporo in to sploh omogočilo naše delo. Ko pridemo potem recimo do redovnih skupnosti, nekatere so dejansko se zelo hitro odzvale in nam tudi po našem povpraševanju poslale tudi razno dokumentacijo, tudi svoje popise, recimo preganjanih članov, članic redovne družbe. In to nam je seveda zelo pomagalo pri zgodovinski osvetlitvi samega časa, dogajanja.
Bile pa so seveda tudi žal nekatere redovne skupnosti, nekaj jih je bilo, ki pa zaradi različnih razlogov, vseh niti ne poznamo, niso pristale na to sodelovanje ali s popolno neodzivnostjo na naše poskuse komunikacije ali pa pač z izrecno odpovedjo sodelovanju zaradi različnih razlogov, češ da je to že stvar preteklosti, da so ti ljudje to odpustili in da nima smisla o tem govoriti, ampak vseeno moramo reči, da tukaj gre seveda predvsem tudi za nas, ki smo zdaj tu in ki si prizadevamo za uresničevanje pravne države, da opozarjamo na nekatere krivice, da se ne bi nikoli več ponovile. In to je dejansko pomembno za demokratizacijo naše družbe in za vse nas, pa tudi seveda, kot zgodovinar lahko rečem, tudi za osvetljevanje vloge, pomena cerkve v tem izredno problematičnem, edinstvenem, bi lahko rekli, obdobju slovenske zgodovine. Doktorica Griser Pečar, ali ste pri raziskovanju teh tem naleteli in mogoče na kakšne dokaze ali pa sicer izjave tudi glede vpliva UDBE, to se pravi tajne policije, komunistične tajne policije v delu cerkve? Ja, seveda, sej UDBA je bila prisotna na vseh škofijah, vse posod so imeli prisluškovalne aparate. Tudi smo jih nekaj smo razstavili na razstavi Boj proti veri in cerkvi. Tudi predno je prišel papež v Slovenijo, so se odkrile v Mariboru v škofiji take naprave. Bile so pravzaprav vse posod. Imamo tudi seveda tudi dokumentirano, da so prisluškovali. Zdaj številk nimam v glavi, ampak so pravkar pripravljam eno stvar tudi o vlogi cerkve za osamosvojitev in sem našla številke. In vsekakor so bili vse prisotni tudi pri pogovorih, ki jih je imel škof Šuštar v svoji pisarni, pa so bili samo 3 ljudje prisotni, je UDBA to zasledovala. Ne? Kaj pa med samimi duhovniki je tudi novačila? No ja, nekateri duhovniki so sodelovali z UDBO. Bi rekla, zelo malo je takih, ki so sodelovali prostovoljno, ampak so jih na vse mogoče načine prisilili, s tem, da so grozili, da bodo nekaj naredili staršem ali prijateljem ali drugim sorodnikom, bratom, sestram, ali da so našli nekaj v preteklosti, s čemer so pač jih potem izsiljevali. Torej, načini so bili, vse je bilo dovoljeno praktično. In če ta, ki so ga pač hoteli prisiliti, ni šel takoj k škofu, potem se je zadeva končala, tudi take primeri so bili. So pač bili pripravljeni nekateri sodelovati. Dobro, doktor Juhant, torej vse te države, ki so pripadale temu vzhodnemu komunističnemu bloku, so na nek simbolen način presekale s tem obdobjem. Pa je Romunija naredila revolucijo, pa pravzaprav ubila zakonski par Čaušesku. Pa konec koncev danes, če pogledamo sosedno Hrvaško, praktično nima teh problemov, kot jih imamo mi. Karkoli pogledamo, tudi Albanija je v bistvu Enver Hodža prepovedano ime, ampak zakaj pa ravno v Sloveniji? Prej ste omenili 2 priimka, Ribičič pa Roter. Torej, kaj se pravzaprav dogaja, da mi še danes, ne nazadnje, ljudi pokopavamo z vojaškimi častmi, za katere vemo, da si zelo verjetno tega ne zaslužijo? Ja, to je zelo pereče in tudi težko vprašanje. Namreč, ko ste prej govorili o sodelovanju, recimo jaz imam tudi osebno izkušnjo, kako so mi leta 1974 vzeli potni list, ker so me hoteli prisiliti,
da bi sodeloval in Udbojec, ki me je zasliševal, je rekel načelniku notranje uprave, ki je prišel pogledat, kako zaslišanje poteka, je rekel, pravi, ta pa ni kooperativen, ne vem, kaj bomo naredili z njim. In seveda so me potem kaznovali, tako da so mi vzeli potni list, pa nisem mogel iti potem študirati v Avstrijo nazaj, pač pa sem moral doktorat pisati doma. Šele kasneje sem potem dobil potni list, ko sem jim napisal, da sem vseeno lojalen državljan in da mi niso mogli nič dokazati. Ampak zelo pomembno za režim je bilo, da so ustrahovali ljudi. In na ustrahovanju je potem temeljil ta celoten potek. Glejte, v uvodu v to knjigo je škof Zore napisal, da mu je rekel po osamosvojitvi nek policist, da bi on bil pripravljen, če bi bilo treba v tistih kriznih razmerah, še vedno ustreliti duhovnika. Je pa rekel na škofje, kako pa nekaj takega. Ja, je rekel, a veste, v naši šoli so nas tako preparirali in vemo, da je leta 1985 bil tudi dekret, v katerem so imeli policisti posebna pooblastila in poseben nadzor za cerkev in seveda posebej duhovnike. To se pravi, ta zadeva je bila postavljena tako ostro, da je seveda tudi se razširila v zavest. In to je pravzaprav tisto, kar se nas drži v naši družbi, pa nekako se zdi, da ker je bilo samoupravljanje, ker so ljudje hodili na zahod, za razliko od teh držav, ki ste jih omenili, pa so številni ljudje imeli občutek, da živimo bolj svobodno. Seveda, nekateri ja, ampak dokler niso bili kakorkoli nevarni tej oblasti in tisti, ki smo pa to bili, smo bili pa seveda pod strogim nadzorom in še posebej seveda duhovniki, pa tudi vsi ostali. In zaradi tega v naši družbi ta zavest čiščenja poteka zelo počasi. Ampak dodal bi k vašemu vprašanju, da so ta vprašanja ali ti problemi pereči tudi v teh državah, kjer je sicer prišlo do določene ilustracije, ampak velikokrat se je zgodilo, recimo v Romuniji, da je en del Udbe odstranil Čaušeska, potem so prišli pa drugi, ki so bili takrat v partiji. Se pravi, vedno znova je to dvorezen problem in načelno vprašanje je samo, kako prihajamo z uveljavitvijo demokracije in to je pri nas, pa tudi v teh državah, še vedno zelo pereč problem. Tudi recimo danes v vzhodni Nemčiji stranka za Nemčijo dobiva veliko večjo podporo ravno zaradi tega, ker so tam zadeve neurejene, ker je ta demokratični duh zelo počasi se razvija v komunističnih državah. In zato jaz pravim, da je bil komunizem tisti, ki je ljudi zelo, zelo pokvaril, ker je stvari postavil na glavo. Normalno človeško čutenje, za imetje, za spoštovanje sočloveka, potem tudi za demokratično soodločanje in tako dalje. Vse to je režim uničil in tudi v zavest ljudi takšno mišljenje postavil. In še vedno recimo tudi v naši družbi velja, da je cerkev nekako vedno določena nevarnost, recimo tudi še vedno ljudje rečejo, pa se ni treba, da ima premoženje in tako dalje, kar je popolnoma legitimno, da cerkev deluje in seveda to so posledice bivšega režima, zoper katere moramo očiščevati sebe. Recimo Nikolaj Berdjajev pravi, da revolucijo bomo odstranili tako, da bomo sami sebe duhovno prenovili in zato se jaz zavzemam za to, da dejansko vsak sam, pa tudi v naših cerkvenih in tudi družbenih okvirih gradimo duha odprtosti, svobode, da drugega spodbujamo k sodelovanju in poskušamo te mehanizme nadzora, terorja in tudi ustrahovanja drugih, kar recimo se danes počne tudi z bolj milimi sredstvi, recimo s propagando, z blokiranjem informacij. Poglejte, kaj se je zdaj zgodilo v Braziliji,
pa tudi pri nas se recimo s televizijo to dogaja, preprečiti, da bi ljudje svobodno razmišljali, se svobodno odločali in predvsem je seveda vsak izmed nas postavljen za to, da v svojem duhovnem temelju izvire, kljubuje tem razmeram in se zavzema za svobodno in demokratično družbo. Dobro, doktorica Griser Pečar, kaj se je potem dogajalo od leta 1976 do danes, glede na to, da so to te sodbe oziroma varstvo zakonitosti se dotika vseh sodb do tega obdobja. Kaj pa potem? Torej, jaz številk potem nisem našla. Veliko gradiva so uničili ob osamosvojitvi, to vemo. Pravzaprav 80%. Ja, vse so. Milo rečeno, mogoče celo več. Tako da ne vem natančno, številk ne poznam, nekateri primeri so znani, ampak vsekakor sodni procesi jih je bilo veliko manj, ampak administrativne kazni so bile, ne? Na vse mogoče načine so pač hoteli onemogočiti pravzaprav do konca cerkev. Malo se je spremenila zadeva leta 80, ko je prišel nadškof Šuštar, on je prišel z svobodnega sveta, tudi ni imel strahu in sem našla v mini koordinaciji, da so pač rekli, da je treba malo drugače se obnašati do njega, kot so se obnašali prej. In drugo taktiko je treba vzeti. Ampak dejansko pa se v njihovem mišljenju ni spremenilo nič. Taktika je bila drugačna. Nastopali so proti njemu drugače, ampak bistveno pa se ni spremenilo do osamosvojitve. In če smem spomniti na to, da so gospodu Šuštarju ugasnili mikrofon, ko je hotel blagosloviti lipo. Ja. No, ampak glejte, na podlagi vseh teh dokumentov, ki jih očitno niso uspeli sežgati ali uničiti, ali bi lahko zoper kakšnega sodnika ali pa konec koncev te priimke, te dva priimka, ki smo jih slišali, Ribičič pa Roter, kakorkoli tudi za nazaj ukrepali ali sprejeli kakšno Seveda sodbo? Bi lahko, absolutno bi lahko proti Ribičiču. Poglejte, če primerjam tole zdaj ravno s vzhodno Nemčijo. V vzhodni Nemčiji so razveljavili montirane procese. Tega pri nas ni bilo. V vzhodni Nemčiji so tudi preverjali sodnike, profesorje na univerzah in torej na odločilnih mestih do pred kratkim. In jih niso sicer postavili pred sodišče, ampak niso smeli ostati na svojih položajih. Vse to se pri nas ni zgodilo. Jaz bi rekla, da so najprej v 90-ih letih bili bolj tiho, pa so čakali, kaj se bo zgodilo, ker so vedeli, kaj bi oni naredili v tem primeru. Potem pa so se spet začeli oglašati. Slišali smo, še premalo so jih pomorili in take izjave tudi iz ust pravnikov. In zdaj pa imamo to, kar imamo. Cerkev ni več javne koristi države. Dan spomina na žrtve so ukinili. Muzej osamosvojitve so ukinili. Jože Dežman je zaradi nesposobnosti, tako se je pač bilo rečeno, so ga odpustili. Ja, kot direktorja vrgli iz službe, ja. Ker je toliko naredil. In to se pojavlja na vseh področjih. No, ne nazadnje, nimamo niti spomenika, niti obeležja, ne samo obeležja, ki bi prekinil s komunizmom, ampak tudi osamosvojitvenega obeležja nimamo. Nimamo nič praktično. Imamo pa še vedno spomenike revolucije in ti, ki so pravzaprav odgovorni za to, da so jih toliko pomorili po vojni, imajo še vedno spomenike
pri katerih se nekateri politiki celo poklanjajo. Ne? Tako je, ja. Pred državnim zborom in seveda Kidrič tam pri vladi. Ne? Ja, tako. Ja, tako. Dobro, lejte, zdaj glede na teh 36 oprostilnih sodb, ali bi vi lahko, vaša skupina, vložila karkoli, da bi obsodili tudi te krivce? To po mojem mnenju ni mogoče. Ne? Doktor Juhant. Ja, jaz mislim, da je zelo težko. Glejte, jaz vam bom samo en primer povedal, ko je predsednik Janez Drnovšek organiziral posvete o etiki, sem jaz tam izpostavil, da težko govorimo o etičnih vprašanjih ob navzočnosti Drnovška in seveda tudi bivšega predsednika takratnega Kučana. Sem rekel, da težko govorimo o etičnosti, če je predsednik samostojne demokratične države odlikoval bivšega sodelavca UDBE. In takrat je nastala smrtna tišina. Gospod Drnovšek je pa rekel, gospod Juhant, nekako tako, to pa nekako ne gre, takšno govorjenje. Glejte, to je stanje duha pri nas, kako je rekla gospa Grizer Pečarjeva, in jaz mislim, da vse to delo, ki ga upravljamo, je seveda izjemno pomembno. Jaz verjamem, da po korakih spreminjamo zavest. Jaz tudi verjamem, da se zavest v Sloveniji, kljub temu, da zdaj izgleda, da smo nekako na nekem zelo globokem dnu tega družbenega dogajanja, pa vendarle je to tisto, kar očiščuje, in zato verjamem, da je naše delo, pa tudi delo številnih drugih demokratov in tudi vseh, tisto, kar omogoča, da pravna država in da demokratično poslovanje vendarle napreduje. Zato se moramo zavzemati, zato jaz verjamem tudi v to delovanje in tudi v to zavzemanje, in ne glede na to, kako so ti uspehi vidni, vendarle s tem spreminjamo slovensko zavest in dolgoročno bo to tudi omogočilo, da Slovenija postaja bolj demokratična družba. So pa to seveda zahtevne stvari, spreminjati zavest osebe je zahtevno delo, ki ga mora vsak sam upravljati. Spreminjati zavest družbe je pa še bolj zahtevno, ker veste, koliko ljudi imamo opravka in s kakšnimi hipotekami se ljudje tu smo obremenjeni. Ampak vendarle, isto vprašanje za vas, doktor Trontelj, vi ste vendarle docent na fakulteti za pravo in ekonomijo. To pravno vprašanje bi mogoče vaša mlajša generacija, ki je še polna zanosa na podlagi vseh teh ugotovitev in teh oprostilnih sodb, pa vendarle našla še nekaj, kar bi lahko sprožila, s čimer bi sprožila obsodbo teh sodnikov ali vseh teh krvnikov na kakšnem slovenskem ali pa mednarodnem sodišču. Ja, problem sodnikov je pravzaprav še širši, ker ko gledamo te sodbe, recimo se tudi najdejo v sodniški ekipi ljudje, ki so bili pred revolucijo recimo čevljarji in tako naprej. Tudi to je. In torej, to je verjetno zdaj neko novo področje, neko novo vprašanje, ki, če bo volja, se lahko tudi seveda nadaljuje. Gotovo je naša prva skrb dejansko, ker delamo v imenu cerkve, tudi dejansko zavzemanje za te duhovniške sinove, ki so pri nas toliko pretrpeli. Res sem jaz tudi na fakulteti za pravo in ekonomijo. Tam smo ambiciozni, gotovo volje ne manjka. Seveda pa tukaj treba potem povezati pravo ekipo. Morda je to lahko neka pobuda za naprej, ampak težko zdaj kaj več rečem o tem. Izvolite. Lahko nekaj pojasnim. Do leta 1951 so lahko bili sodniki tudi laiki. Pol so pogruntali, da to ne bo več šlo in so pol to prenehali. Samo da razumete, o čem
je gospod Dober, predsednik Trontelj države je govoril. bil ključavničar, ne, pa dober, sodniki pa čevljarji, ne. Jaz ne vem, kdo je čevlje popravljal, malo šale, ne. Ja, v redu. Zdaj, seveda, mi smo pri koncu te oddaje, zdaj vam dajem še zadnjo vprašanje oziroma misel za napot tej knjigi, s kakšno mislijo pospremite na pot novo knjigo Težka pot do pravice. Najprej gospod Trontelj. Torej, jaz mislim, da je to tudi za naše zgodovinopisje ena osvežitev. Je tudi nekako duhovno nadaljevanje knjige dr. Griser Pečarjeve Cerkev na zatožni klopi, ki je, kakor pravi tudi založba Družina, bila pravi bestseller in gotovo vse, ki je ta knjiga pritegnila, imajo zdaj nekako nadaljevanje, pa tudi vsi ostali, da se sploh mnogi nekako prvič sploh seznanijo s tem vprašanjem, o katerem se dejansko pri nas ne govori. S komorkoli tako govorim tudi iz, bi rekel, strokovnih krogov, se sploh ne zavedajo razsežnosti duhovniških procesov. Dejansko je to pač precej spregledano in ta knjiga želi prinesti oziroma zapolniti to vrzel z podatki in seveda tudi z uporabo virov, ki jih še nihče ni uporabljal. Doktor Juhant? Ja, gledajte, bistvo delovanja bivšega režima je bil tudi ohranjati tajnost oziroma prikriti svoje zločinsko delovanje in odpiranje teh tem in tudi naše delo in tudi zavzemanje za to, da gre to v javnost, da se to zapiše, da se to objavi, je pot k temu, da tudi širša javnost spozna zločinskost tega režima, ki ga je še posebej izkazal tudi do cerkve, duhovnikov in sploh do vernih ljudi na splošno. Zato je naša naloga, da delamo na tem in hvaležen sem tudi nadškofu pa vsem, ki so pri tem tudi podpornikom te peticije, ki sem jo izpostavil na spletu, da to podpirajo, kajti s tem vendarle gremo naprej in prinašamo novo upanje v pravico, demokracijo in predvsem v pravno in tudi demokratično državo Slovenijo. In doktorica Tamara Griser Pečar kot avtorica, s katero mislijo pospremite na pot svojo knjigo? Jaz bi rekla, da je to poglavje veliko širše kot samo procesi. Ne? Preganjanje cerkve je na vseh področjih bilo zelo obsežno in to je ena stran, na drugi strani pa je treba poudariti tudi, da niso samo duhovniški procesi, da so številni drugi procesi, ki so prav tako bili montirani, kjer bi prav tako bilo potrebno, da jih država razveljavi, kot se je to recimo zgodilo v Nemčiji. Torej, še bomo brali, ne? Ja. Najlepša hvala za vaše komentarje. Se srečamo še na kakšnem drugem predstavitvenem dogodku ali pa ob drugi podobni temi. Za tokrat je to dovolj in seveda hvala za pozornost, spoštovane gledalke in gledalci, in nasvidenje.